Pozdravljeni. Monografija o življenju in delu pomembnega kranjskega zgodovinarja, pridigarja, teologa in polihistorja Janeza Ludvika Šrlebna, ki je živel in ustvarjal v letih 1618-1681, je plod večletnega raziskovalnega dela v slovenskih in tujih arhivih ter knjižnicah. Prinaša prvo temeljno raziskavo o tej tako za slovenski kot evropski prostor pomembni osebnosti, ki pa je bila do sedaj slabo opažena in v senci drugih sodobnikov. Veseli me, da je knjiga izšla v letu pred 400-letnico Šrlebnovega rojstva. Upam, da bo tako utrla pot k slovesnemu obhajanju te častitljive obletnice, vzbudila zanimanje za Šrlebna, za njegov vsebinsko zelo raznolik in bogat opus, ter razjasnila njegovo vlogo tako na zgodovinopisnem in pridigarskem, kot tudi na mariološkem in dramskem področju. Šrleben je prvi kranjski polihistor in nesporno najpomembnejši predhodnik ter mentor Valvazorja in Janeza Gregorja Dolničarja. Pomembno prehodno vlogo pa je s svojimi zbirkami pridig ter priredbo lekcionarja, evangelija in listovi odigral tudi na področju pridigarske in meditativne proze. Prva polovica knjige predstavlja Šrlebnovo razgibano življenjsko pot in pojasnjuje mnoge vidike njegovega življenja, ki so bili doslej neznani ali slabo znani. Natančno predstavi njegovo otroštvo, šolanje in 18-letno jezuitsko obdobje, ko je aktivno deloval predvsem zunaj meja Kranjske, najdlje prav v dveh vidnejših središčih tedanje avstrijske jezuitske province na Dunaju in v Gradcu. Nakazuje pa tudi vzroke, zaradi katerih se je Šrleben pozneje odločil zapustiti jezuitski red. Opisane so podrobnosti v zvezi z njegovim doktorskim izpitom iz teologije, ki ga je opravil na Teološki fakulteti v Padovi. Predstavljeno je njegovo 13-letno opravljanje službe ljubljanskega stolnega dekana in njegovo službovanje v Ribnici, ko je bil župnik in arhidiakon Spodnje Kranjske. Prikazano pa javnosti in se posvetil pripravi zgodovinskih in genealoških del. Sklepni del prvega biografskega dela monografije predstavlja Šrlebnova osebna poznanstva in osvetli njegovo vpetost v širši evropski prostor. Drugi del knjige pa uvodoma prinaša popis celotnega, do sedaj odkritega, ohranjenega in neohranjenega Šrlebnovega retoričnega, zgodovinsko-genealoškega, teološko-mariološkega, dramskega in filozofskega opusa. V omenjenem popisu so nekoliko več pozornosti deležni njegovi teološko-mariološki spisi, filozofski spis Basis Ethica ter drama Heresis Fulminata. Šrlebnova zgodovinsko-genealoška in retorična besedila pa so podrobneje predstavljena v nadaljevanju knjige, ki osvetli Šrlebna kot zgodovinarja in govornika ter pridigarja. Največ pozornosti je namenjeno njegovim natisnjenim zgodovinopisnim delom, predvsem njegovemu najpomembnejšemu delu Carniolia Antiqua et Nova, spisu Emona Vindicata ter genealogijam kranjskih plemiških družin. Pozornosti je deležno tudi njegovo dvorno zgodovinopisje, ki poveličuje izvor in pomembnost habsburške vladarske hiše. Šrlebna kot zgodovinarja pa v knjigi dodatno svetli še oris njegovih rokopisnih zgodovinopisnih spisov ter zapiskov in tudi novo odkrita pričevanja o njegovih neohranjenih zgodovinopisnih spisih. V zaključnem poglavju monografije je prvič natančno predstavljen Šrleben kot pridigar, prikazano je njegovo postopno zorenje govornika in pridigarja, predstavljeni so njegovi ohranjeni jezuitski govori, posebej dragocen je popis njegovih po naslovu znanih pa neohranjenih govorov. Osrednji del sklepnega poglavja oriše Šrlebnovo pridigarsko najbolj aktivno obdobje, prikaže glavne značilnosti njegovih pridig in predstavi njegove 4 pridigarske zbirke, 2 v nemščini in 2 v latinščini. Vesela sem, kot ste že omenili, da monografija Šrlebnovo življenje in delo, če se izrazi po Šrlebnovo, iz teme na svetlo postavlja kot prva knjiga v novoustanovljeni zbirki Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede Apes Akademike pod uredništvom dr. Luke Vidmarja in tako posredno namiguje na Šrlebnovo duhovno in intelektualno botrstvo Akademije Operozov, katere dejavno jedro so oblikovali 3 njegovi nečaki, in sicer Janez Gregor in Janez Anton Dolničar ter Janez Rudolf Koraduci. Monografija je nastala v okviru raziskovalnega programa literarno-zgodovinske, literarno-teoretične in metodološke raziskave in v okviru projekta Prepovedane knjige na slovenskem zgodnjem novem veku. Oba sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
ki je sredstvi za leto 2016 podprla izid tudi te knjige.